kdo so zdaj te ljudje, ki so pozitivni, kdo so te ljudje, ki so negativni, ne, ta je totalen pozitivc, ta je res the best, res je super človek, ta je pa totalen, ta drugi je pa totalen negativc, ne, res ima negativno energijo, ne, res katastrofa, ne. Kaj se zdaj dogaja v tej dinamiki tega našega obsojanja v bistvu? Prva stvar, ki bi rekel, da je tle pomembno, da znamo razlikovati med kaj so naše interpretacije od drugih, se pravi naše sodbe, in kaj so konkretne observacije, kaj se dejansko dogaja. To je že Krishnamurti govoril o tem, da je v bistvu razlikovanje med interpretacijami in observacijami vabi k eni visoki stopnji inteligence človeka. Se pravi, to je en tak task, ena taka naloga, ki je se mi zdi kar zahtevna, no. Se pravi, kaj je observacija, kaj dejansko vidim, kaj bi lahko kamera posnela, ne. Recimo, kamera bi lahko posnela to, da sem vstopil v dialog z nekim človekom, ali pa da je ta človek vstopil v prostor in jaz sem razvijal nek dialog z njim. Moja interpretacija pa je, da je, ne vem, ta človek prinesel totalno negativno energijo v prostor. Ja, a vidite razlikovanje? Se pravi, tukaj vas vabim tudi vas, lahko pomislite, kdaj ste v teh svojih zgodbah, interpretacijah sveta, odnosov drugih ljudi in kaj so pa konkretne observacije, kaj je ta človek, ki ga v bistvu sodite, da je negativen, da je pač slab in še celo vrsto drugih nalepk in obsodb, ki mu jih lahko dajemo. Kaj dejansko ta človek dela, kaj je naredil v odnosu do nas, a nam je kaj rekel, kaj je naredil, kaj se dejansko tle dogaja v tem smislu, observacij. In drugi nivo, ki ga tudi vabim v bistvu k raziskovanju in razlikovanju, pa je to razlikovanje med tem, da so druge osebe lahko triggerji, sprožilci za naše občutja, ne more biti pa vzrok za to. Vzrok je vedno v nas samih, v naših nezadovoljenih potrebah, mogoče nerazrešenih konfliktih, travmah, potlačenih emocijah. Se pravi, tudi to razlikovanje, da nobena druga oseba ne more biti dejansko odgovorna za to, kako se mi počutimo, lahko pa seveda sprožijo določene odzive. In tle, če se vrnem spet na to situacijo, ko rečemo nekomu, ne, mater si ti negativn, ne, ti si res totalno negativc, ne, res to negativno energijo tle prinašaš v prostor in res, ne, katastrofa, ne. Se pravi, kaj se dogaja? Jaz si to interpretiram z mojim umom, ne, obsojam tega človeka. Če pogledam kot observacijo, mogoče ta človek je vstopil v prostor ali pa sva imela en dialog in ko sva imela midva ta dialog oziroma ko je ta oseba vstopila v prostor, v katerem se nahajam tudi jaz, se v meni, v mojem telesu so se začeli sproščati določeni občutki. Mogoče v tem primeru gre za neke občutke frustracije, bolečine, mogoče strahu, groze, odpora. Ja, in ker ne znam sam prevzemati odgovornosti za te svoje občutke, ker jih ne znam alkimizirati, jih ne znam predihati, ja, potem se premaknem iz svojega telesa v glavo in začnem v bistvu soditi tega človeka. Z jezikom, ki ga pač poznam, z jezikom, da mu postavljam nalepke, da ga v bistvu diagnosticiram, ne, kakšen je negativen, grozen je, da ga obsojam, da ga ukrivljam mogoče, ne. In povabilo tukaj je pa v bistvu res ustvarjanje tega razlikovanja, ne. Gledam, wow, ni zanimivo, ta oseba je stopila v prostor, človeško bitje, ki ima svojo zgodbo, ima verjetno svoje challenge v življenju, ima verjetno tudi kakšne nerazrešene konflikte, travme, celo svojo življenjsko zgodbo za sabo, ne. In ko mi vidimo tega človeka, v bistvu se zgodi nek trigger. V nas sproži tudi določene čustvene odzive. Se pravi, ne gre za to, da je on negativen ali pa pozitiven, ampak gre za to, da ga jaz oziroma mi njih doživljamo na tak način, oziroma oni delujejo kot triggerji za določene naša čustva in emocije. Ja? Podobno velja, recimo, če pogledamo za neko knjigo, ne? Tak super primer se mi zdi. Recimo, vzamem jaz to knjigo v roke in jo preberem in rečem, wow, ta knjiga pa res dobra, ful je dobra, res je the best, top knjiga je, ne. Spet v bistvu sodim, kaj se dejansko dogaja v mojem telesu, ko berem to knjigo. Mogoče sem v bistvu uspel zadovoljevati med branjem te knjige neke potrebe po učenju, po navdihu, mogoče sem bil fasciniran totalno, ne, po nekem, nek tak pretok se je dogajal, en stik, sem se mogoče totalno zgubil v brezčasnosti branja te knjige, mogoče doživljam nek smisel, ko berem to knjigo, eno povezanost, recimo, ja. Medtem ko bo neka druga oseba, recimo, vzela isto knjigo v roke in jo bo brala,
In mu rečem, pa da je meni ta knjiga bila kar neki, ne. Meni je bilo v bistvu, pa dolg cajt mi je bilo brati to knjigo, brez veze mi je bila. Sploh kar neki ta avtor res ne zna zares dobro pisati, nič novega v bistvu, ne. Se pravi, druga oseba je brala isto knjigo in z njo jo pa v bistvu obsojala na drugačen način, ne. Da je pa ta knjiga bedna. In kaj zdaj, a se je s to knjigo vmes kaj zgodilo dejansko? A so se noter črke spremenile, a je ta knjiga vstopila v neko krizo identitete in zdaj razmišlja, ne vem, a je zdaj dobra ali slaba, ali je navdihujoča ali ne. Ne, knjiga je knjiga, iste so platnice, iste so noter besede zapisane. Kaj se pa dogaja, različni ljudje, ko beremo pač to knjigo, ne, deluje ta knjiga v bistvu kot nek sprožilec za bodisi naše zadovoljene potrebe ali pa nezadovoljene potrebe in to tudi sproža določeno čustveno reakcijo. In potem iz te čustvene reakcije gremo potem v obsojanje knjig. Ja? Enako se dogaja potem z ljudmi, ki jih srečujemo, se pravi, druge osebe niso ne pozitivne, ne negativne, seveda kolikor bi jim radi to pripisali, ne, da je z njimi nekaj narobe, pač to enostavno gre preprosto za sodbe, za naše mišljenjske programe, delujejo lahko kot sprožilci za bodisi nek pozitiven, za nek svetu spekter recimo naših občutij, ne, kot so radost, navdih, fascinacija, ali pa za nek drug, ta recimo temnejši spekter naših občutij, kot so recimo frustracija, bolečina. Tako da vas res povabim k nekim takim preprostim vajam, razlikovanja. Kdaj obsojam, ko obsojam nekoga, kaj se dogaja v mojem telesu? Kakšen proces se dogaja v mojem telesu, ko označim nekoga, da je negativc? Kaj se dogaja v meni? Kako lahko razlikujem med observacijo, med tem, kaj vidim in kaj dejansko čutim v sebi? Evo, toliko za danes, vam želim en lep dan. Čau.